Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o razmerah na Podravskem trgu dela, novem domu za starejše občane v občini Ivančna Gorica, prenovi Riklijeve vile na Bledu, nasprotovanju vetrnicam v Dravogradu, pripravi strategije za prilagajanje na podnebne spremembe na Gorenjskem in o obnovi Filovega mlina v Porablju. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Podravski trg dela je lani zaznamovalo več pretresov, kljub temu so bile razmere stabilne. Povpraševanje po delovni sili je bilo še vedno veliko, a so pred vrati spremembe. Dogajanje na območju Mariborske službe Zavoda za zaposlovanje je direktor Bernard Memon tako opisal. Mi imamo še vedno stopno registrirane brezposelnost 5,6%. Medtem ko je ta registrirana brezposelnost v Sloveniji 4,6%. Mi smo zdaj v zadnjih letih vztrajno zniževali ta zaostanek za povprečjem Slovenije. Kljub temu, da smo imeli v preteklem letu res kar nekaj dogajanj tudi pri teh naših večjih podjetjih, kot je Mariborska livarna, za katero vemo, da je pravzaprav pustila večino svojih zaposlenih. Se vedno uspemo zagotoviti tej delovni sili delodajalce, še vedno uspemo navezati kontakte s podjetji, kjer povprašujejo po posameznih kadrih. Lani je na območju Mariborske službe Zavoda za zaposlovanje zaradi stečaja ali likvidacije delo izgubilo 134 ljudi, pri čemer je treba povedati, da se je dobršen del zaposlenih v Mariborski livarni na zavod prijavil šele v novem letu. Skoraj 2000 ljudi je bilo lani opredeljenih kot presežnih delavcev, kar je približno 300 več kot leto prej. Največ težav je v predelovalni panogi, predvsem v tistih podjetjih, ki so tesno povezana z avtomobilsko industrijo. Po drugi strani je, tako Memon, prav na tem področju tudi še kar precej povpraševanja po kadrih. Na območju Mariborske službe Zavoda za zaposlovanje tudi letos pričakujejo pozitivno rast zaposlovanja. Ocenjujejo jo na 0,5%, vsaj sodeč po anketah, ki jih opravljajo med delodajalci. A pričakovati je, da se bo začela ohlajati, saj bodo vse težje našli potencial, s katerim bodo lahko zadostili potrebe delodajalcev. Veliko so zato zadnje čase prisotni tudi v tujini, kjer iščejo primeren kader na deficitarnih področjih. Da se je trg dela po nekaj letih nekoliko spremenil, je ugotavljal direktor Ptujske območne službe Zavoda za zaposlovanje Tomaž Žirovnik. Po večletnem upadanju števila brezposelnih so namreč tam zabeležili rahlo stagnacijo, oziroma se je ob koncu leta številka celo nekoliko povečala. Ampak seveda, vse smo pričakovali, da se bo prej ko sled tudi ta trend upada stavo. Praktično so na rekordno nizkih stopnjah brezposelnosti, na rekordnih nizkih številkah pri brezposelnih. Gospodarstvo je po Žirovnikovi oceni še vedno trdno, sta pa lansko leto med drugim zaznamovala odpuščanja v Boxmarku in stečaj Agisa. Napovedi delodajalcev so bile sprva zelo optimistične, je dodal, a se na to niso povsem uresničile. Smo imeli potem seveda te dve podjetji, ki sta zmanjševali, se pravi Boxmark je zmanjšal in tudi Agis Technologies, ampak vidimo tudi v Agis Technologies se sedaj en del proizvodnje nadaljuje, tako da niso čisto vsi izgubili zaposlitve, celo se kaže neko upanje, da se bo del proizvodnje tudi malo trajne oživel, se pravi, da tudi Agis ni čisto odpisan. Po Žirovnikovih besedah so tako iz Boxmarka kot iz Agisa na zavod prišli zelo dobri kadri, ki so bili iskani na trgu. Veliko jih je že dobilo novo priložnost. Zaposlovala je Perutnina Ptuj. Še vedno precej ljudi potrebuje Ptujski dom upokojencev, tako da se selijo tudi v druge branže. Čeprav se je povpraševanje po nekaterih profilih, predvsem v avtomobilski panogi, v zadnjih 3 mesecih nekoliko znižalo, Žirovnik letos ne pričakuje večjih šokov. Delodajalci se, tako je pojasnil, pripravljajo na različne scenarije, kar je precej drugače kot v času finančne krize pred 10,5 leti. Njihove napovedi so tudi za prvi del tega leta še kar optimistične, a s kančkom previdnosti. Dodatnih večjih odpuščanj za zdaj ni napovedal nihče, a je vse odvisno tudi od stanja naročil. Povejmo še, da so na Ptujski območni službi Zavoda za zaposlovanje leto 2024 sklenili številko pod 2000 brezposelnih, kar je nekaj več kot lani, a po drugi strani je številka zaposlenih še vedno na zgodovinski najvišji ravni, saj presega 30 000 ljudi.
Gospodarstvo v regiji se je sicer lani soočilo s številnimi izzivi. Dvig minimalne plače, stavka upravnih enot, ki je v gradbenem sektorju povzročila precej škode, zaračunavanje višjih omrežnin, sprememba zakona o izvajanju čezmejnih storitev, ki je prizadela kar nekaj podjetij, jih je naštela direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. Tudi ona pravi, da se razne težave na trgu dela, ki so sledile, še ne poznajo. Še vedno je kar nekaj delodajalcev, ki iščejo kader, tako ljudje, ki ostanejo brez zaposlitve, hitro lahko najdejo drugo delo. Opažamo močno povpraševanje po deficitarnih poklicih, s tem, da se seznam deficitarnih poklicev tudi povečal, tako da zdaj že skoraj govorimo že o vsaki druge poklicu kot deficitarni poklici. To se bo poznalo na dolgi rok, je ob tem ugotavljala Podgornikova. Delavci se namreč lahko prekvalificirajo v ostale poklice, a ko jih bo na primer nekoč spet potrebovala avtomobilska industrija, bodo zanjo verjetno izgubljeni. Vse je sicer odvisno od tega, kaj se bo v prihodnje dogajalo v Evropi in svetu, je še opozorila. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občina Dravograd bo vložila zahtevo za ustavno presojo novembra lani na vladi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica. Župan občine Anton Preksavec pojasnjuje, da vztraja pri zaščiti vodnih virov, te pa glede na študijo, ki jo je pridobila občina, gradnja vetrnic ogroža. Spomnil je, da je občina Dravograd v sklopu javne razgrnitve načrtov za vetrno elektrarno Ojstrica s 3 vetrnimi agregati podala pripombe, ki pa niso bile upoštevane. Mi imamo gor enega izmed glavnih vodnih virov za oskrbo javnega vodovoda, kar 30% prebivalstva se napaja iz tega vira. Tu govorimo seveda potem tudi o civilni iniciativi, o odporu ljudi, ki tam živijo, ter seveda o ostalih vprašanjih, ki smo jih takrat izpostavili na tej javni razgrnitvi. Mi seveda pri zaščiti vodnih virov ostajamo, tu za nas ni odstopanja, vemo, kaj pomeni čista pitna voda. Tako župan Preksavec. Stališče občine temelji na hidrogeološki študiji javnega komunalnega podjetja Dravograd, ki opozarja na škodljive posledice, ki bi jih na tamkajšnje vodne vire imeli kakršnikoli posegi na vodonosnem območju na Košenjaku, kjer Dravske elektrarne Maribor načrtujejo postavitev 3 vetrnic. Gre predvsem za posege povezane z gradnjo novih oziroma s širitvijo obstoječih cest za dostope do predvidenih vetrnic. Da lahko pride do onesnaženja vira ali celo do prekinitve dotoka v tem plitvem vodonosniku, opozarjajo na občini, ki ni dobila zagotovil, da do tega ne bi prišlo. Župan Preksavec je lansko leto v občini sicer opisal kot pestro, polno izzivov in izjemno uspešno. Dejal je, da so dokončali vse začete sanacijske projekte in izvedli tudi ostale projekte v sklopu načrtovanega proračuna. Popoplavna sanacija po ujmah v letu 2023 se tudi letos nadaljuje. Občina po lani v celoti izvedenem predhodnem programu zdaj za naprej načrtuje še za okoli 8 milijonov evrov projektov sanacije po ujmah. Župan je omenil tudi, da v Libeličah načrtujejo mednarodni center za varstvo pred poplavami. Projekt, ki predvideva ureditev večnamenskega objekta za izobraževalne dejavnosti in bo hkrati tudi gasilski dom, bo občina skupaj s partnerji iz Avstrije prijavila na razpis Interreg. Radio Ognjišče v vašem kraju. Lokalna energetska agencija Gorenjske za to regijo pripravlja strategijo prilagajanja na podnebne spremembe. Skrajšano verzijo dokumenta, ki bo šel v usklajevanje med vse gorenjske občine, so se nedavno na koordinaciji v Žirovnici seznanili župani občin Zgornje Gorenjske. Kot je povedal gostitelj koordinacije, žirovniški župan Leopold Pogačar, je v strategiji predviden širok nabor ukrepov na različnih področjih, od turizma do kmetijstva. Smo pa župani seveda pri tem upozorili, da dokument sam po sebi bo ostal mrtva črka na papirju, če se te zadeve ne bodo spravile na nivo države, kajti veliko ukrepov je odvisnih od strategije države, od zakonodaje in od financiranja oziroma zagotavljanja teh sredstev za izvrševanje teh ukrepov. Prav pa je, da razmišljamo in da se seveda na to pripravimo. Gre pa tukaj za podnebne spremembe, gre za razne nevarnosti, konflikte in podobno. In kot nam je bilo potem na koncu zagotovljeno, imajo tudi na strani ministrstev sogovornike in v bistvu bo Gorenjska en tak vzorčen primer
takega strateškega dokumenta. Tema koordinacije je bila tudi kratka predstavitev implementacije leta 2010 sprejetega zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Žirovniški župan je zagotovil, da občine pri novogradnjah že kar nekaj časa pazijo, da so prilagojene invalidom. Težave pa se pojavljajo pri nekaterih starejših objektih. Velikokrat sicer ugotovijo, da že manjše prilagoditve lahko invalidom močno olajšajo življenje. Problematična pa je zlasti prenova zaščitenih objektov, kjer pogosto naletijo na navzkrižje interesov, tako da nekega ukrepa prilagoditve, na primer ureditve klančine, ne morejo izvesti, ker nek drug predpis oziroma mnenje neke druge državne inštitucije temu nasprotuje. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Potem, ko so župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec-Šajn in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac oktobra v Višnji Gori položili temeljni kamen za gradnjo Doma starejših občanov, so se zdaj začela tudi zemeljska dela. Poklicali smo župana Strnada, ki nam je o napredovanju projekta povedal. Izvajalci ravno kar dokončujejo zemeljski skop, izvaja se že podložni beton, kanalizacija, skratka gradnja je v polnem teku. Za kako velik dom bo šlo, kako kaže tudi z odprtjem, kaj pričakujete? Ja, želja po tovrstnem objektu v občini Ivančna Gorica je pri nas že kar dolga. Končno nam je uspelo realizirati to investicijo skupaj z Domom za starejše občane Grosuplje, ki je pravzaprav nosilec te investicije. Občina je v sodelovanju z župnijo Višnja Gora pri cerkvi svetega Tilna zagotovila zemljišče, pridobila gradbeno dovoljenje, nato pa smo vse to skupaj prenesli na investitorja, Dom starejših občanov Grosuplje, ki bo v sodelovanju z Ministrstvom za solidarno prihodnost zagotovil, dokončal to gradnjo in tudi izvajal dejavnost. Gre za kar veliko investicijo, skoraj 10 milijonov bo na koncu stala. Od tega bo ministrstvo zagotovilo 7,3 milijona, ostalo pa Dom starejših občanov Grosuplje. Gre pa za manjši dom, približno oziroma natančno 60 postelj v treh stavbah. Na naše veselje so roki kar kratki, tako da pričakujemo, da bo gradnja končana v prvi polovici leta 2026 in v drugi polovici tega leta se bodo prvi oskrbovanci lahko že vselili v dom. Je tudi župnija sodelovala s konkretnim prispevkom, s zemljiščem morda? Ne, brez župnije Višnja Gora mi te investicije ne bi mogli izvesti, je bila pa ni sodelovala konkretno z prispevkom, je pa seveda izrazila dobro voljo in to zemljišče prodala občini po ugodni ceni, tako da smo lahko vse te postopke sploh začeli. Seveda je na mestu vprašanje, kam so doslej hodili tisti, ki so potrebovali domsko oskrbo in kakšen je aktualen interes, koliko imate podatek, koliko je čakajočih? Ja, to je dobro vprašanje. Doslej je bil naš matični dom za starejše v bivši skupni občini Grosuplje, se pravi na lokaciji trenutne občine Grosuplje, in je kljub trudu prostorska stiska bila velika. Naša občina Ivančna Gorica pa je občina z največjim naravnim prirastkom v Sloveniji, z začetnih 10 tisoč prebivalcev nas je zdaj že 18 tisoč in to vrstna pridobitev v občini je bila zelo nujna, to smo opozarjali že kar nekaj let. In ta prva faza z temi 60 posteljami bo sedaj uresničena. Naša velika želja pa je, da podobno ustanovo dobimo tudi v centru občine, se pravi v kraju Ivančna Gorica. Verjamem, da bo nam tudi to uspelo.
Drug izziv pa bodo verjetno potem kadri. Se že zdaj zanimate, kako boste potem omogočili, da bo dom tudi zaživel? Vemo, da imajo nekatere občine potem veliko težavo dobiti pravi kader. Ja, to je res. No, zaenkrat v dogovoru in po pogovorih z vodstvom Doma za starejše Grosuplje, ki moram reči zelo prizadevno in smo jim hvaležni, da so nas vključili v svoje načrte. V pogovoru z njimi se seveda oni zavedajo, da je ta problematika velika, vendarle na tem že delajo in pozivajo morebitne zainteresirane za delo v tem domu iz te okolice, da se prijavijo. In kar nekaj interesa je že, tako da smo kar optimisti glede tega, da bo tudi kader zagotovljen. No, ker ste pa že prej vprašali, kakšen je interes domačinov za ta dom. Po informacijah iz Doma za starejše Grosuplje je že možen vpis in tudi kar veliko interesa je že za postelje, ki bodo na voljo v drugi polovici leta 2026. Županom občine Ivančna Gorica Dušanom Strnadom sem se pogovarjala Tanja Dominko. Radio Ognjišče v vašem kraju. Propadajoča Riklijeva vila na Bledu, ki že več let kazi podobo kraja, je ob koncu minulega leta dobila novega lastnika. To je podjetnik Tim Mitja Žagar, ki želi vilo čim bolj avtentično prenoviti ter ji dati vsebino, povezano z njenim prvotnim lastnikom, začetnikom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu Arnoldom Riklijem. Ta je dal vilo ob Blejskem jezeru zgraditi v zadnji četrtini 19. stoletja. Stavbo, ki je bila del središča za premagovanje bolezni in utrjevanje zdravja, je uredil kot zdraviliški objekt. Blejskega župana Antona Mežana veseli, da je prišel nov lastnik, ki verjamem, da ima ambicije zadevo spremeniti v nekaj, kar bo v ponos Bledu, ne pa v sramoto, tako kot zdaj dolga leta, oziroma si bom dovolj reči kar dolga desetletja. Sam se nameravam v naslednjih dneh oziroma tednih tudi sestati z njim in tukaj bomo seveda kot občina, če lahko karkoli pomagamo vezano na dokumentacijo ali pa podobno, bomo sigurno tako k vsakemu tudi njemu pristopili in pomagali, ker že vsi želimo, da se to čim prej spremeni kot vides na terenu. Tako blejski župan, ki se je sicer v lanskem letu pogovarjal z lastniki več propadajočih objektov, ki kazijo podobo Bleda. Kar nekaj se jih je premaknil, bom rekel, na boljš. Od TVD Partizana do Vile Gorenjka do stare Sodorjeve domačije v starem Jedrograd. In takrat mi je sicer tele zagotovo ne, ampak mi je rekel, da spotomen, da nima nekih ambicij nujno po prodaji, da bo še počakal kaj in kako, no, zdaj se je pa odločil in sem vesel, da se je zadeva premaknila z mrtve točke. Novega lastnika Riklijeve vile, podjetnika Tima Mitjo Žagarja, so že od nekdaj privlačile tako nove tehnologije kot zgodovina. Proti utež hitro spreminjajočemu se digitalnemu svetu išče v projektih, ki so bolj konkretne narave in stojijo na trdnih temeljih. V zadnjem obdobju je zaključil projekt Hotel Šumi, v zadnjo fazo izvedbe prehaja tudi projekt stanovanjske soseske Palo Alto v Ljubljani. Vila Rikli na Bledu pa je, kot je povedal, projekt za dušo. Žagar si želi, da bi prenovljena vila presegla zgolj muzejsko predstavitev ali gostinsko ponudbo. Njegova vizija je, da bi obiskovalcem omogočili izkušnjo Riklijevih terapij, da bi jih lahko dejansko preizkusili in doživeli na način, kot so se te terapije izvajale. Žagarjeva ekipa sicer trenutno raziskuje zgodovinske vire in zbira informacije o tem, kako bi lahko projekt izpeljala. Da bo prenova izvedena strokovno in čim bolj avtentično, bo vzpostavljena projektna skupina, v kateri bodo arhitekti, gradbeni inženirji, zgodovinarji in restavratorji. Prispevek sem pripravila Manca Hribar. Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na Gornjem Seniku so začeli obnavljati edini slovenski mlin v Porabju. Predsednik državne slovenske samouprave Karel Holec je pojasnil, da želijo z obnovo Filovega mlina ustvariti zanimivo turistično točko, sredstva za prenovo pa so dobili iz programa Interreg Slovenija-Madžarska ter iz skupnega razvojnega sklada za Pomurje in Porabje. Skupno bo sicer na voljo $500 000. Iz tega je polovica odkup mlinarjeve hiše, druga polovica je pa obnova mlina zunaj, znotraj, vse tisto, kar še manjka, fasada, terasa, bo ena velika terasa, ki si lahko sedajo zunaj, in tudi kavarna. Streho smo obnovili, bomo menjali okne, notranjske vrate, vsako leto se nekaj naredi in mislim tam do konca 26. leta se mlin zavrti. Seveda takrat še zunaj bomo imeli delo, ampak ta glavna točka in mlin, to se že lahko pogleda. Je dejal Holec in pojasnil, da je ta mlin simbol tamkajšnje dediščine ter identitete. Družina Filo ga je začela upravljati okoli leta 1870, deloval pa je vse do konca 80. let prejšnjega stoletja. Zato si želijo, da bi mlin postal ena večjih turističnih atrakcij v Porabju in da bi obiskovalci tako spoznali tudi tamkajšnjo tradicijo. Poseben poudarek naj bi bil namenjen proizvodom iz ajde, ki je bila nekoč zelo razširjena v Porabju. Poleg tega nameravajo izkoristiti izvir vode na parceli, kjer stoji mlinarjeva hiša. In tak močen izvir, to že kot so domačini so rekli, da več kot 100 let teče voda in so celo vase so prišli na mlin in so nesli vodo, dobra voda bila in se za mesto. To je, lahko povem, moja ideja bila, če se mlinarjeva hiša kupi in spodaj je tisti močen izvir, zakaj ne bi lahko prodajali vodo. Smo že poslali vzorec v laboratorij in je vredi. In če gledamo na Madžarskem, tudi bomo imeli gospodarski razvojni program še to drugo fazo. Tam bo pa probali priti do denarja, da bi lahko te stroje kupili in bi delali svojo vodo. Že ime tudi imamo, to je porabska rosa. Je dejal Holec ter pojasnil, da ne bi bila obnova mlina zaključena do leta 2026, dogovorili pa so se tudi za sodelovanje z 2 mlinoma iz Slovenije in Madžarske. Prispevek sem pripravil Marcel Krek. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.